Šolsko leto se počasi bliža h koncu, učenci glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto pa so ga zaključili s koncertom, na katerem so se predstavili svojim domačim in prijateljem ter s tem dokazali, da glasba res povezuje in združuje ljudi. Pripravili so mešanico klasičnega in zabavnega programa. V letošnjem šolskem letu je novo glasbeno znanje ob 50 učiteljih nabiralo 640 učencev, kar glasbeno šolo Marjana Kozine uvršča med eno večjih v Sloveniji. Mislim, da je bilo letošnje leto zelo uspešno. Tudi sama sem se udeležila enega temskih tekmovanja, pa poznam tudi veliko ostalih otrok in mladih, ki so se tekmovanj udeleževali in tudi osvojili prva mesta oziroma zelo visoke rezultate. V bistvu poučujemo komplet vse inštrumente, klasične, se pravi razen harfe. Imamo vsa pihala, trobila, tolkala, klavir, orgle, brenkala, harmonika, tako da razen harfe poučujemo praktično vse, plus predšolsko glasbeno vzgojo, v katero hodijo otroci stari 5 in 6 let. Nekateri imajo kljub mladosti večletno kilometrino v glasbenem udejstvovanju. Pravzaprav prvo leto sem se učila kljunaste flavte, potem sem naredila 8 let klarineta, zdaj pa že 4. leto pojem. Glasba pomeni zame sprostitev, nek odklop od siceršnjih, včasih kar precej napornih študij. Mislim, da bi bilo brez glasbe življenje precej dolgočasno in nenavarno. Glasbena šola ima 72-letno zgodovino in vseskozi se je število učencev in učiteljev povečevalo, ob tem pa je naraščala tudi kakovostna raven. Povečevali so se orkestri, število orkestrov, se pravi solistov, komornih skupin, tako da res povečevali smo programe, razvoj še v pravo smer in zdaj smo, kjer smo. Ponosen sem na naše učence, na profesorje. Vsako leto res popestrimo zelo veliko število kulturnih dogodkov, preko 300 nastopov imamo skozi celo šolsko leto, razrednih, internih nastopov, javnih, zaključnih nastopov, sodelujemo na raznih otvoritvah, razstavah, skratka kulturnih dogodkih. Tudi učenci so polni pohval na račun učiteljev. Vsi so zelo prijazni in razumevajoči, sprejemajo, da je glasbena šola včasih tudi na drugem mestu zaradi šolskih obveznosti, ampak se res dobro razumemo. Poučujem saksofon. Leto bo počasi naokoli in moram reči, da sem s svojimi učenci zelo zadovoljen. Vsi se trudijo po svoje, ampak predvsem se mi zdi, da je to važno, da dobijo en tak občutek za igranje inštrumenta, da ni važno samo igranje nekih tehničnih etit in tako naprej. Važno je, da muzicirajo in da je glasba nekaj, kar jih bo spremljalo mogoče do konca življenja ali pa mogoče samo en del življenja. Tudi v letošnjem letu je za njimi nekaj vrhuncev. Lahko samo na hitro, če preletim, že v septembru smo bili z Big Bandom v Bruslju, pred parlamentom smo igrali za poslance, kar nam je bil velik ponos. Potem smo imeli decembra tradicionalni koncert orkestrov, predbožični, potem februarja, kot veste, že koncert simfoničnega orkestra, odlični koncerti so bili. Misli pa so že usmerjene v prihodnost, saj se 1. septembra za učence in učitelje začenja novo šolsko leto. Pred nami so tudi spremni, se pravi, preizkus novih učencev, veselimo se novih učencev, vabimo jih seveda, da se udeležijo tega spremnega preizkusa. Seveda vsako leto jih nekaj odklonimo, veseli nas, da je veliko kandidatov, smo pa, bom rekel, zelo žalostni, ker jih moramo kar nekaj odkloniti, ampak normativi so normativi in tukaj pač je tako, kakor je.